Spoštovane dame in gospodje, dragi otroci, dijaki, ravnatelji, mentori, dobrodošli na javni predstavitvi Zero Waste zaveze, ali bolje, pozdravljeni na poti do družbe brez odpadkov. 22. marca letošnjega leta sta ob svetovnem dnevu voda župan Miran Gorinšek in direktor javno-komunalnega podjetja Slovenske Konjice, magister Franc Dober, na novinarski konferenci spregovorila o pomembnosti prepoznavanja odgovornega ravnanja z vodo in ostalimi surovinami. Ob tej priložnosti sta podpisala pristop postopkom sprejemanja prostovoljne zaveze, s katero bo lokalna skupnost stopila na pot do družbe brez odpadkov. Društvo Ekologi brez meja je konec januarja 2014 postalo član mreže Zero Waste Europe, družba brez odpadkov Evropa in s tem nacionalna organizacija za Slovenijo preko programa Zero Waste Slovenija. Zero Waste Slovenija vodi nacionalno mrežo občin in potrjuje ter spremlja napredek v okviru njihove zaveze ali načrta. Promovira družbo brez odpadkov na nacionalnem nivoju ter vzpostavlja platformo za sodelovanje in povezovanje s podjetji in politiko. Pri tem je vloga lokalne skupnosti zelo pomembna. Bistvenega pomena je maksimalne količine odpadkov preusmeriti v ponovno uporabo in izrabo. Ko smo gledali ta smetarska vozila in ljudi, ki so odvažali ločeno zbrane odpadke, se je vedno marsikdo vprašal, ali je res potrebno, da imamo 4000 ton letno odpadkov. In prav to je ta nadgradnja, ki se jo lotevamo z letošnjim letom, katero bi želeli danes predstaviti. In to je vsekakor dolg proces, ne bo čez noč in tudi tisti družba brez odpadkov, nič odpadkov je bolj kot ne cilj. Vemo, da bo še dolgo trajalo, da bomo prišli do tega, da bomo resnično lahko rekli, da praktično nimamo odpadkov. Ampak potrebno je iti korak za korakom. In tudi dejstvo, da smo uvrstili en takšen dan posvečen projektu skupnost brez odpadkov, občina brez odpadkov v praznovanju občinskega dneva oziroma občinskega praznika, govori o tem, da se vsi skupaj želimo odgovorno obnašati do našega okolja. In prav to je prava pot, da najprej spodbudimo razmišljanje ravno med mladimi, kajti vemo, počasi iz malega raste veliko. In zato iskrena hvala na tem mestu Društvu Ekologi brez meja, direktorju javnega komunalnega podjetja in vsem tistim, ki ste pripeljali ta projekt v občino Slovenske Konjice z upanjem, da se bo resnično dobro prijel, da ga boste prepoznali, predvsem vsak, da mora pri sebi prepoznati, ker ne z nekimi parolami to ne bo šlo, ampak vsak pri sebi z majhnimi dejanji, z majhnimi koraki bomo prišli do tistega cilja, da bo teh 4000 ton bistveno manj. Okoljski problemi so sicer v veliki meri seštevek vsakdanjih malih odločitev, ampak prav tukaj se skriva veliko rešitev. Potrebna je sprememba na družbeni ravni, sprememba od spodaj navzgor, sprememba naših vsakdanjih malih odločitev. Ko nas bo vedno več razmišljalo in živelo drugače, ne nujno slabše, se bo spremenil tudi odnos podjetij, politike in tako naprej. Torej začnemo lahko že danes, začnemo lahko že doma, z našimi preprostimi razmisleki o tem, kaj potrebujemo, kje in kako bomo to kupili, kako bomo to popravili, ponovno uporabili, izmenjali. Ob tem poudarek, vsi mi smo pomembni odločevalci. Trditi v teh časih, da potovanje k nič odpadkom ni smiselno, je podobno tistim časom, ko so odkrivali svet in ko so se smejali tistim, ki so trdili, da je Zemlja okrogel planet. Torej vse je že znano. Zato je pomembno le sprejetje teh dejstev, vse ostalo so samo izvajanju. Pa k besedi vabim magistra Franca Dobrja, direktorja javno-komunalnega podjetja Slovenske Konjice in hkrati skrbnika zaveze Zero Waste v občini Slovenske Konjice.
Spoštovane gospe in gospodje, učenke, učenci, dijaki, prijatelji našega okolja. Res lepo vas je danes videti na prvi poletni dan, polni in nabiti energije. Veliko čast in osebno zadovoljstvo mi je danes predstaviti javno predstavitev zaveze projekta občina na poti k nič odpadkom. Ali je danes samoumevno ustvarjati dobiček na škodo narave? Kako lahko danes zagovarjamo naše pravice na škodo bodočih generacij? In pa seveda, koliko bo vredno življenje otroka rojenega leta 2050? Zakaj je potrebno, da začnemo živeti brez odpadkov? Ohranjanje in varovanje naravnih virov, odvisnost od naravnih virov je vedno večja in pa odgovornost v okolju. Predvsem ta tretja ali tista, ki se moramo začeti vedno bolj zavedati. Vsakodnevno hodimo po naputu in tu se nam dogaja marsikaj, vsako stvar po svojo vrečko. Hvala Bogu, da bo postala plačljiva, ker verjamem, da se potem tudi zmanjšala. In tako iz dneva dan nastaja ogromno te plastične embalaže, kjer poteka, bi rekel, enem določenem krogu in se nekje ostavi. Malče pa sem pustil gledati. Kaj mislite, kje ta plastika konča? No? Vsa ta plastika, ki se ne preda odgovornim tem prevzemnikom, ki konča v rekah, v oceanih, v življenjskem svetu, v živalskem svetu. In to tudi jemo mi, če se zavedate tega, kako ne. Da je to brezsmiselno, kaj počnemo. A veste, tek na 100 metrov se začne s prvim korakom. Zero waste je sistem, kjer nekako je gibanje, kjer predvideva tisto, kar smo pozabili. V času, ker ni bilo takšnega razširjanja reprodukcije in pa tudi neprodukcije vseh raznih stvari, ki jih imamo na razpolago danes, so znali zero waste že živeti, kar pomeni, da je bilo od ust do ust, od zibelke do zibelke, kredit do kredit, boste reče slišali ta izraz. Na koncu, gledajte, planet je omejen, vedno več nas je in viri, ki so, bodo še zelo pomembni, predvsem viri vode, zdravega okolja in koliko se pač populacija večala, žal v Sloveniji smo tu nekje, bi si želel, da je do tega več, ampak tam, kjer pa to je pa tega zaskrbljujoče preveč. Pridemo še do naslednjih par takšnih fotografij, ki vam jih moram pokazati, ker vsak današnji korak ali pa poteza, ki jo naredimo v trgovini, se nekje zaključi. Na koncu koncev, vsak mesec ko starši, tudi vi prejemate položnice, pa se jezite pa na komunalo, da je komunala tisti glavni del nezadovoljstva. Pa ni. Takole izgledajo reke, vele mest. Verjamem, da se tega ne želimo, to smo šli malo po svetu, kjer se otroci kopajo v takšni vodi. Na tisoče ton odpadkov gre v reko in kaj mislite, kam gre ta embalaža? V morje, v oceane. Poglejte, kaj se zgodi v živalskem svetu. Plastika, ki je za pločevinke od piva, se je mlada želva ujela in kako je zrasla. Kaj se je našlo v poginuli želvi noter od zamaškov plastike, ki ga je pa želel misliti, da je to hrana. To so ptiči, kaj so našli v teh ptiči, ki so poginuli. Polno plastike. Zdaj pa povejte, kdo je inteligent na tem svetu? Ptiči in pa želve puščajo sledi. A je to samoumevno, da ko gremo na obalo, pustimo kakšno za sabo? Kdo je zdaj tukaj inteligent? Zdaj pa gremo v naše kraje. Poglejte, čista reka Žičnica. Takšne danosti imamo. Po Sloveniji se dogaja že stvari, ki so tam noter, ker prepovedujejo pitje živali.
Ravno zaradi tega določenega vpliva na okolje, ker niso bili zaščiteni. Pa ne bomo samo drugod hodili. V občini Slovenske Konjice je nekaj manj kot 50 divjih odlagališč. Tistega v Koblah smo mi že odstranili na našo pobudo, tale bo pa v tem tednu. Mislili smo že včeraj, pa nam je vreme malo nagajalo, ker smo rekli na prvi poletni dan, bi želeli, tako kot je danes, še neko dodatno družbeno odgovorno delo naredimo. V tem tednu bo. Kaj je potrebno spremeniti? Zavedati se moramo, kakšna je dejanska situacija in na kaj vpliva. Spoznati je potrebno resnico in zamisliti se potrebno nad svojimi vsakodnevnimi dejanji. Dejanja so tista, ki danes šteje. In zakaj moramo vse to spremeniti? Za izboljšanje stanja voda, za okolje, za zdravje in za generacije, ki prihajajo, za vaše generacije, ki boste ustvarili. In kako začnemo živeti zero waste? Poglejte, ozrite se kdaj v svoj koš za odpadke, kaj vse notri pristane. Ko uporabljamo izdelke za večkratno uporabo, plastičnim vrečkam je potrebno reči ne in pa izdelamo si čim več sami. Tu je predvsem mišljeno vrt, domači vrt, zdrava voda, gibanje v naravi, šport in nekaj, kar izdelamo za lastnim znanjem. To je krožno gospodarstvo, za katerim je zadnji stoji ali pa spredaj zero waste. Kar pomeni, da mi moramo zniževati porabo, odgovorno potrošništvo, spodbujati kroženje naravnih snovi, oblikovanje trajnostnih in vrčljivih takšnih izdelkov, ki so potem za ponovno uporabo, ponovna uporaba, recikliranje in na koncu, tisto, kaj gleda špičko navzdol, pomeni čim manj odlaganja. Mi nekako za našim projektom bi rekel, da ne zastopamo, mi smo tisti, ki bi rekli, da bojo komunalni odpadki končali na termični obdelavi, ki se v takšnih postrojenjih, ker tudi, če na fizično obliko spremeniš, gre potem zrak, to, kar dihamo, ali pa da gre na deponije, kjer je to trajno. To je tisočletja, bo to potrebno na teh odlagališčih, da se bo stvar uredila, ali pa se ne bo nikoli. No, in v naši občini na poti k nič odpadkov imamo že obstoječe ukrepe. Naše podjetje spodbuja ponovno uporabo, ker spodbujemo s centrom ponovne uporabe, imamo več prostora na centru za zbiranje odpadkov na Prežigalo. Uporabnike osveščamo, obveščamo, izobražujemo, tudi danes je takšen dan, upam, da boste nekaj od tega tudi odnesli in pa podpiramo tudi pravi premic. Danes bo to samo za tega gor, ker da ste bili mladi, ker se odločate, v naslednjih 5-10 letih boste imeli svojo družino. Naše podjetje nima sredstva, da bi tako kot so nekih pamperske, pa ne vem kaj vse, da bi rekli, kaj so primerjali za reklamo za pralne plenice. Odlično nadomestilo, pa še veliko neprijazno za že. Obstoječi ekonomski inštrument pa je uveden sistem povzročitelj plača, kar pomeni, da skupne količine posebnih frakcij, ki se zberejo, se porazdelijo na vse tiste uporabnike, ki pač to povzročajo. In naše podjetje tudi izvaja svetovalni nadzor, verjamem, da smo prijazni, to ni dobenega, ker bi rekel, da je to kaznovanje, pač pa, da izboljšamo stanje v zakonniku. Tole je pa vizija, ki verjamem, da si jo bomo nekako zapomnili oziroma rekli, kaj želimo. Da odpadki kot vir ne končajo na odlagališču oziroma v termični obdelavi in hrana ne v zabojnik. Hrana je za nastrožnike. Da v naši občini nastaja zelena delovna mesta. In pa vsi se moramo zavedati vrednosti virov in svoje vloge pri učinkoviti rabi virov. Zaveza. 10 alinej, če se tako rečem, nič težko, to, kar sem že zdaj skozi povedal. Ohranjanje in varovanje naravnih virov, prepovedane nastajanje, to se preprečevanje nastajanja odpadkov, izobraževanje, recikliranje, kompostiranje, ponovna uporaba, čim večja osnovna predelava, povečan in prijazen svetovanje nadzor, čim bolj kakovostno ločeno zbiranje in pa odlaganje sežiganje v našem primeru ni tisto, za katerim bi mi tukaj temeljili. In že smo na koncu prvega dela. Za tole predstavitve pride tisto, kaj sem prej o ekologiki govoril, minuta pa pol in nadaljujem.